Evropska unija je danes med največjimi proizvajalkami, uvoznicami in izvoznicami kmetijskih surovin in živilskih proizvodov na svetu. V letu 2023 je bila mednarodna trgovina Evropske unije s kmetijskimi izdelki vredna več kot 400 milijard evrov. Skupna kmetijska politika je edina povsem skupna javna distributivna politika v Evropski uniji. Predstavlja približno tretjino izdatkov iz več kot 1000 milijardnega sedemletnega skupnega proračuna. Skupna kmetijska politika je ena prvih in najpomembnejših politik evropskih integracij. Cilji SKP so bili zapisani že v rimski pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti iz srede 50. let. Zajemali so modernizacijo kmetijstva, pravične dohodke kmetov, zagotavljanje hrane in dostopno ceno hrane za potrošnike. Cilji SKP so ostali nespremenjeni vse do danes. SKP je bila uveljavljena postopoma v 60. letih, sporedno z uveljavljanjem skupnega trga in carinske unije, ki sta bila glavna cilja Evropske gospodarske skupnosti. Temeljila je na treh načelih: skupnem trgu, skupni trgovinski politiki, torej enotnih dajatvah na zunanjih mejah, ter skupnem financiranju ukrepov. Ukrepi prvotne SKP so zajemali zunanje trgovinske dajatve in intervencije na notranjem trgu, s katerimi so vplivali na cene kmetijskih surovin. Obseg ukrepov se je glede na skupine proizvodov razlikoval. Najobsežnejši ukrepi so bili vzpostavljeni za proizvode, kot so žita, mleko in goveje meso. Vendar pa so intervencije pri posameznih proizvodih vplivale na celotni sektor. Prvotna SKP je bila učinkovita pri stabilizaciji cen in krepitvi proizvodnje v Evropski gospodarski skupnosti. Cenovne podpore so pomenile, da so evropski kmetje za svoje proizvode prejemali višje zneske, ki so jih spodbujali k povečanju obsega proizvodnje, a je bilo to na račun višjih cen za potrošnike in manjšega uvoza strani proizvajalcev iz tretjih držav. Problem prvotne SKP je bil, da je spodbujala pretirano proizvodnjo in da so imeli od ukrepov večje koristi večje proizvodnje enote, ki so lahko učinkovito uvajale nove tehnologije za večanje produktivnosti, medtem ko so se manjše kmetije še vedno soočale z ekonomskimi pritiski. Evropska gospodarska skupnost je vzpostavila 3 skupne institucije, ki ključno vlogo igrajo tudi v današnji Evropski uniji. Evropsko komisijo, supranacionalni izvršni organ, ki ima izključno formalno pravico predlagati zakonodajo in bdi nad njenim izvrševanjem, svet ministrov, organ, ki sprejema zakonodajne odločitve in v katerem so zastopani ministri iz posameznih držav članic, denimo kmetijski ministri v okviru sveta za kmetijstvo in ribištvo, ter Evropski parlament, ki je bil vzpostavljen v 70. letih in je na področju kmetijstva sprva igral zgolj posvetovalno vlogo. Institucionalni okvir prvotne SKP je temeljil na močni vlogi kmetijskih ministrov iz posameznih držav članic, ki so o ukrepih odločali soglasje. Takšen okvir odločanja je vplival na relativno visoke cenovne podpore, te pa na hitro rast proizvodnje. Evropska komisija in prvi komisar za kmetijstvo Siko Menšov sta že zgodaj predlagala spremembe v SKP znane kot Menšov načrt, ki bi vključevali nižanje cenovnih podpor ter uvajanje strukturnih ukrepov za pospeševanje modernizacije. Vendar pa so kmetijski sindikati in ključne države članice temu močno nasprotovali. V 70. letih je bila tako sprejeta le zelo okrnjena verzija prvotno načrtovanih ukrepov, ki je vključevala prve ukrepe namenjene razvoju podeželja. V 80. letih je nastopila kriza SKP. Cenovne podpore so spodbujale krepitev proizvodnje, zato je obseg proizvodnje presegel povpraševanje na domačem trgu, kar je vodilo v viške, znane kot gore masla in reke mleka. Za ohranjanje ravni cen s pomočjo interventnih odkupov je bilo treba uporabljati vedno večji obseg skupnih sredstev, kar je povzročilo nasprotovanje neto plačnic, torej držav, ki v evropski proračun prispevajo več, kot iz njega počrpajo. Uporaba izvoznih spodbud je povzročila tudi padanje cen na svetovnih trgih in odzive drugih držav izvoznic hrane, kot so Združene države Amerike. To je postalo ovira za načrtovani novi krog pogajanj v okviru splošnega sporazuma o carinah in trgovini. Pojavile so se tudi prve kritike negativnih okoljskih učinkov intenzivnega kmetijstva ter trenja med večjimi in manjšimi proizvajalci. V nekaterih sektorjih, kot je mleko, so krizo reševali z uvedbo proizvodnih kvot, s katerimi so omejili količino prireje na ravni posameznih držav in kmetij.
Drugje, na primer pri žitu, pa zaradi nasprotovanja proizvajalcev ter stroškovnih vplivov na druge dele sektorja, to ni bilo mogoče. V izogib večjim rezom cenovnih podpor za preprečitev rasti stroškov in negativnih vplivov na trgovino je bila potrebna obsežnejša reforma. V 90. letih je tako prišlo do začetka obdobja reforme SKP, ki so potekale v naslednjih 30 letih. Reforme so vzpostavile današnjo strukturo ukrepov SKP, ki so razdeljeni v dva stebra. Prvi steber, ki vključuje tržne intervencije in neposredna plačila, ter drugi steber, ki zajema strukturne ukrepe za razvoj podeželja, ki v okviru programov za razvoj podeželja sofinancirajo države članice.